Pozdravljeni, otroci. Ime mi je Maja in povedala vam bom pravljico, ki jo je napisala Catherine Keyes. Le kaj počne krokodil ponoči? Nekoč je živel krokodil, ki se je nadvse rad gugal. Gugal pa se je le ponoči. Podnevi se je skrival v svoji hišici, ki je stala med trsjem na rečnem bregu. Ko se je znočilo, se je odpravil na bližnje otroško igrišče, sedel na gugalnico in se začel gugati. In ko se je zdanilo, se je še vedno gugal. Pil jutranjo kavo in prigrizoval rogljiček. Preden pa so prišli prvi otroci, je krokodil hitro skočil iz gugalnice. Napotil se je čez 3 travnike, mimo gramoznice, po 4 cestah in po potki med cvetličnima gradicama k svoji hišici na rečnem bregu, kjer je legel in zaspal. Gugati se vedno samo po noči in spati podnevi je bilo seveda precej naporno. Toda krokodil se je bal otrok. Predvsem pa ni hotel po nepotrebnem vzbujati pozornosti. Ali ste že sploh kdaj videli krokodila na gugalnici? Ker pa se je krokodil tako zelo rad gugal, se je pač gugal po noči. Vse to pa nikoli ne bi prišlo na dan, če ne bi bilo majhne deklice z imenom Tilka. Tilka je namreč nekega dne v pesku na otroškem igrišču odkrila sledi, ki ne bi smele biti tam. In ker je bila Tilka zelo pametna deklica in je veliko vedela o rastlinah in divjih živalih, je kar takoj našla pravi odgovor. To so vendar krokodilove sledi. Pritekli so še drugi otroci in radovedno opazovali sledi v pesku. Vendar, namesto da bi spoznali najočitnejšo resnico, namreč da so to resnično krokodilove sledi, so se Tilki posmehovali. Le kaj naj bi delal krokodil na gugalnici? Tega pa ne vem, je negotovo odgovorila Tilka. Vendar bom to ugotovila, ko najdem krokodila, je odločno dodala. Tilka je šla po krokodilovih sledeh, čez 3 travnike, mimo gramoznice, po 4 cestah in po potki med cvetličnima gradicama do trsja na rečnem bregu, kjer je našla krokodilovo hišico. Kjer pa je krokodilova hišica, je Tilka pametno sklepala, tudi krokodil ne more biti daleč. In res je krokodil mirno spal v svoji postelji. Tilka je bila vljuden otrok, zato je najprej pustila krokodila še malce spati. Ko pa ni kazalo, da se bo prebudil sam od sebe, ga je previdno zbudila. Krokodil je od groze kar pozabil, da se boji otrok. Bolščal je v Tilko s svojimi velikimi krokodilimi očmi. Tilka je kar takoj prešla k stvari. Si bil ti ponoči na gugalnici? Sem, je priznal krokodil. In kaj si tam počel? Gugal sem se, kaj pa drugega, je odgovoril krokodil. Ko je videl Tilkin presenečen obraz, je še dodal: nadvse rad se namreč gugam. Jaz tudi, je vzkliknila Tilka. Zakaj se pa gugaš samo po noči? Podnevi so na igrišču vendar otroci, je odvrnil krokodil. Če bi me zagledali, bi vsi kriče stekli stran. No ja, skoraj vsi. Smehljal se je in gledal Tilko. Razen tega, je žalostno dodal krokodil. Kako bi bilo pa to videti? Krokodil na gugalnici. In kaj, je rekla Tilka, ali ni naporno, če si vse noči pokonci, spiš pa le podnevi? Že, je priznal krokodil. No, vidiš, z mano greš. Otroci ti že ne bodo nič naredili, samo verjamejo ne, da se tudi krokodili radi gugajo. Krokodil je pogumno premagal svoj strah pred otroki in poln pričakovanja odšel za Tilko na otroško igrišče. In glej, ko je prišla Tilka s krokodilom, so ju drugi otroci
Malce plaho, vendar radovedno pozdravili. Otroci so krokodila takoj vzljubili in tako se je od tistega dne lahko vedno gugal podnevi. Otroci so imeli krokodila tako radi, da so mu takoj odstopili gugalnico, če je kdaj prišel kasneje. Vendar je bil krokodil večinoma na igrišču prvi. S skodelico kave v roki in z rogljičkom v ustih je čakal na otroke. Včasih je bil krokodil posebno romantično razpoložen. Takrat je ponoči prišel na igrišče in se pod zvezdnim nebom gugal čisto sam.